Zdrav, prosim, če mi poveš svoj ime, priimek, s katerim športom se ukvarjaš in pa predvsem me zanima, zakaj si se vpisal v Mastercard Športno akademijo? Sem Tim Bratuša, ukvarjam se z BMX racem oziroma supercrossom. V akademijo sem se prijavil v bistvu zaradi tega, ker me najbolj zanima v bistvu ta športna psihologija. Saj v bistvu sem mnenja, da bi mi zelo lahko pomagala pri tem športu, saj sem večkrat živčen pred tekmami in v bistvu tudi zaradi te same prehrane, saj si že dolgo želim v bistvu sodelovati z nekakšnim nutricionistom oziroma strokovnjakom na tem področju. V akademiji imamo 6 različnih temeljev, ne? Se pravi, zdaj na nek način, skoraj si mi že odgovoril, ne? Ampak vseeno, kateri so tvoji favoriti oziroma kam polagaš največ upanja, da bo napredek? Kot sem že rekel, v bistvu športna psihologija in pa v bistvu ta nutricionizem. Zanima me pa tudi v bistvu ta kineziologija oziroma športni taping, saj se v svojem športu večkrat srečam s poškodbami in sem mnenja, da bi mi lahko v bistvu to zelo koristilo, to znanje, pri lažji rehabilitaciji in ponovni vrnitvi v sam tekmovalni proces. V športni akademiji imamo dosti različnih športnikov z različnih panog, različna družba. Mene zanima povezovanje med vami, v bistvu kako gledaš na to? Je to ena zadeva taka, ki lahko tebi kot športniku koristi in v bistvu mogoče kak drug komentar na to? V bistvu sodelovanje med športniki se mi je vedno zdelo zelo pomembno, saj imamo vsi različne izkušnje iz različnih športov. Zanimivo mi je tudi to, da imam tukaj več kolegov iz podobnih disciplin, kot je moja, torej iz kolesarstva. Lahko si izmenjamo mnenja, si damo nekakšne predloge in mogoče komu kaj koristi. Zagotovo. Na tvoji športni poti do zdaj, verjetno si zasledoval tudi kakšne vzornike, kar je to nedvomno, ampak bolj me pa zanima, a je obstajal kak moment ali pa kak pregovor, kakšen quote, nek drive, neki push, ki te je gnal nekje v ušesu, je obstajalo kaj takega? V bistvu moj vzornik je bil vedno že od začetka ukvarjanja s tem športom Kyle Bennett, saj je bil edini, ki mu je uspelo kadarkoli obraniti naslov svetovnega prvaka za dve zaporedni sezoni leta 2002 in 2003. V bistvu en quote, to bi pa rekel pedal to the medal mogoče. To je dobro, ne, to je res dobro. Na koncu koncev ja, ampak v današnjih časih imamo v bistvu ogromno športnikov, ki so uspeli, pa žal tudi takih, ki niso uspeli nekje za svojimi cilji pa v karierah. Zakaj misliš, da je temu tako? V bistvu od športnika je odvisno, koliko je sam determiniran, koliko je pripravljen vložiti v svoj šport in v svojo pot do uspeha. Pri nekaterih sicer pride do kakšnih nezgod, tako kot se je meni to zgodilo ravnokar prometna nesreča. S tem se je včasih malo lažje soočiti kot drugače. Seveda, če gre, se probavaš vrniti na stara pota in spet v športu. Če pa ne gre, pa na žalost v bistvu se lahko od športa odpoveš, ampak probavaš pa ostati v tej športni poti.